Hvala lepa, jaz se vam zahvaljujem za udeležbo v tej napovedani tiskovni konferenci na temo predloga amandmajev k pokojninskem zakonu. Torej, jaz moram uvodoma seveda reči, da je tudi naše mišljenje takšno, da je pokojninski sistem zašel v dobesedno nezavidljiv položaj, ko nam preostaneta seveda samo dve možnosti, ali zvišati prispevne stopnje delodajalcev in s tem še bistveno poslabšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. To po našem mnenju tudi ni sprejemljivo, ali pa drugo, zaostriti pogoje za upokojevanje. Ob tem je seveda potrebno upoštevati tudi to, da se pričakovana življenjska doba da se povečuje. Želimo pa seveda v poslanski skupini oziroma v Slovenski ljudski stranki, da ta reforma ne bo povzročala novih krivic na področju upokojevanja in zaradi tega smo pripravili kar nekaj, oziroma pripravljamo kar nekaj amandmajev, s katerimi bomo poskušali doseči ravno to, da ne bo povzročenih novih krivic. Zdaj, zakaj tiskovna konferenca, zakaj naša predstavitev? Zaradi tega, ker se tudi na nas obračajo mnogi državljani in državljanke, mnoge skupine, torej, ki od nas želijo izvedeti, ali podpiramo pokojninsko reformo, pokojninski zakon takšen, kot ga je ministrstvo oziroma vlada pripravila, ali se bomo zavzeli še za kakšne druge izboljšave. Torej, to je prvo ugotovitev. Drugo bi rekel to, da nas veseli, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da pripravlja neke izboljšave. Nismo jih še videli, so samo napovedane. Mi si želimo predvsem to, da te izboljšave ne bi bile zgolj kozmetične, da bi potolažili ali določene skupine ljudi, slovensko javnost in tako dalje, ampak da bodo dejansko te krivice, ki sem jih že prej omenil, oziroma neenakopravnosti tudi popravili. In ravno iz tega razloga, ker se bojimo tega, da bodo ti popravki bolj kozmetični, bomo vložili kar nekaj amandmajev. Vložili bomo predvsem tiste amandmaje, za katere smo po temeljiti proučitvi že test pokojninske reforme, na to prve variante predloga zakona, pa druge variante predloga zakona in zdaj na koncu sam predlog zakona že temeljito proučili. Mi smo že na podlagi prvih dveh variant dali kar nekatere pripombe v času takratne javne razprave Ministrstvu za delo in nas veseli tudi, da so bile nekatere že v postopku do predloga, ki ga je obravnavala vlada, že tudi upoštevane. Naprimer, eden tak je bil upoštevanje znižanja starosti mater zaradi otrok. Vendar ugotavljamo, da je bilo upoštevano samo delno, torej samo za 3 otroke. Mi enostavno tudi seveda ne vidimo razloga, zakaj samo za 3, ker zagotovo smo mišljenja, da matere za več kot 3 otroci ne bodo spraznile pokojninske blagajne. Zagotovo ne. In torej, to je bilo upoštevano, ampak kot rečeno delno upoštevano in pa v tem predlogu torej še nekateri tehnični popravki, ki smo jih dajali vse skozi in tudi organizirali dvakratni razgovor, temeljit razgovor z predzavodstvom ministrstva. Še na eno bi rekel, kar je bilo v predlogu že upoštevano, namreč, da se za izračun pokojnine dejansko šteje vsi prejemki oziroma zavarovalne osnove zavarovancev, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Torej, kot rečeno,
Kot rečeno, pozdravljamo tudi napoved ministrstva oziroma vlade, predsednika vlade, ministra, da bodo predlagali nekatere amandmaje, torej nekatere popravke, predvidevam, da jih bodo vložile koalicijske poslanske skupine, mi jih bomo zagotovo detaljno preštudirali in tudi ustrezno ravnali na odboru, na pristojnem odboru. Kot rečeno, bomo pa vložili tudi naše predloge amandmajev. Poleg tega, poleg mater oziroma bonusa, torej za vsakega otroka, kar bomo vložili amandma, za matere v večini, tudi za očetje tam, kjer je oče koristil te, bom rekel, ugodnosti, ki sledijo iz dejstva, da se družini rodi otrok. Torej poleg tega se nam zdi najbolj krivična ukinitev državne pokojnine. To smo mnogo razpravljali že pri zakonu o socialnih transferih, mislim, da smo ga sprejeli v državnem zboru julija letošnjega leta. Torej tam je že bil, seveda, je že nastavek za to, da se državna pokojnina ukine. Po našem mnenju je državno pokojnino prejemajo tisti, ki v preteklosti niso imeli nobene možnosti, da bi se pokojninsko in invalidsko zavarovali po katerem koli sistemu in jim ta državna pokojnina seveda tudi pripada. Zdaj, glede na takšno odklonilno stališče vlade in koalicije, imamo tudi en vmesni predlog, da predvsem pridobljene pravice, torej tisti, ki že imajo državno pokojnino, da se jim ta državna pokojnina ne odzame. Konec koncev tudi, mislim, da 155. člen Ustave govori o tem, da se pridobljene pravice ne smejo ukinjati. Sicer drugi člen te Ustave govori tudi, da se pridobljene pravice lahko ukinejo z zakonom, vendar zopet ne na škodo tistih, ki te pridobljene pravice že imajo. Tako da, po našem mnenju, je seveda predvsem tisti, ki jim je državna pokojnina že bila z odločbo dodeljena v tem desetletju, odkar jo imamo, približno od tam, ki je bila zadnja reforma sprijeta okrog leta 2000, predvsem za tiste se nam zdi, da je ta ukrep popolnoma v nasprotju z Ustavo. Ne glede na to, da Zakon o socialnih transferih predvideva za takšne upravičence pač socialno pomoč, ampak zagotovo pokojnina, pridobljena pravica do pokojnine in socialna pomoč na drugi strani ni eno in isto. Torej, v primeru, da bi bila seveda ta državna pokojnina ukinjena, je se seveda takoj postavlja vprašanje po potrebi, po uvedbi nekega univerzalnega dohodka, po 65. letu starosti, katerega je bilo pa treba določiti verjetno s posebnim zakonom. Nadalje je ena od točk, torej zdijo se nam, tako pač razberemo iz zakona, krivični malusi, torej malusi, ki bi trajali, ki bi bili upoštevani dobesedno pri posameznikih do konca življenja oziroma do smrti. Mi bomo z amandmajem predlagali rešitev, da se malusi upoštevajo, malusi pri pokojnini upoštevajo do takrat, ko upravičenec doseže starost, ko bi mu po zakonu pripadala, bi rekel, normalna pokojnina, enako kot je rešeno pri bonusih. Naslednje, to se nam zdi izredno pomembno, ker se nam zdi popolnoma krivično,
da nekdo, ki gre, da bo malo pretiraval en mesec ali pa 2 meseca, preden bi izpolnil pogoje za polno pokojnino, se mu tam malo upošteva celotno življenje namesto ta 2 meseca. To se nam zdi seveda za obdobje do izpolnitve starosti, ko bi pripadal nekomu, pripadala polna pokojnina, se nam zdi realno in tudi upravičeno. Nadalje, jaz sem že omenil matere, pa nič hudega, če jih še enkrat, torej kot rečeno, predlagamo znižanje starosti za vse otroke in ne samo za 3. Torej, še en tehnični predlog bomo dali in smo ga o tem smo vse skozi že intenzivno razpravljali s predstavniki ministrstva. Gre za tehnično rešitev, namreč, da predlagamo stalni vpogled v matično evidenco posameznika, tako da bodo lahko zavarovanci stalno kontrolirali vse podatke, ki so relevantni za to, prvič, ali se plačuje za njega, se plačujejo torej prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in pa drugo, kakšno je njihovo dejansko stanje glede časa upokojitve, višine pokojnine in tako dalje. Tako da razumemo, da je to tehnični problem, prepričani pa smo, da v današnji računalniški in še ne vem kakšni dobi to naj ne bi bil tak problem, ki bi ga spis tudi zagotovo tudi izpolnil. Ena zadeva se nam tudi zdi pri malo primerjavi glede provizij posameznih skladov, se nam zdi, da so provizije v višini, ki so določene s predlogom zakona, v višini 1,5%, torej za poslovanje skladov, da se nam zdi previsoka. Tu bomo dali predlog za znižanje te provizije. Na splošno bi rekel tako, da bomo torej amandmaje, ki jih pripravljamo, še temeljito tudi preko praznikov oziroma do torka, ko bo začel zasedati odbor, da jih bomo še temeljito izpilili, temeljito pregledali in jih v torek dopoldne tudi vložili. Pri tem bomo seveda temeljito pregledali in analizirali tudi druge amandmaje koalicije, kjer pričakujemo realizacijo napovedi ministra in predsednika vlade. Smo pa že šli skozi površno, moram reči, predloge amandmajev, ki jih bo podprla SDS, mislim, da bo tudi nacionalna stranka sopodpisnica, to bodo oni povedali. Torej, in na prvi pogled se nam zdijo ti amandmaji dobri in bomo v razpravi predvidoma vse tiste, ki sovpadajo z našimi in za katere mislimo, da so dobri, da prinašajo neko pravično rešitev, jih bomo tudi na odboru in na državnem zboru tudi podpirali. Torej, če zaključim s tem, kot rečeno, pripravljamo amandmaje, ki gredo predvsem v tistih smerih, ko sem jih nakazal in ki jih dajemo že pripombe, namreč ministrstvo že od vsega začetka. Na podlagi teh pripomb smo tudi, kot rečeno, vršili kar nekaj razgovorov tudi z vsemi odgovornimi, vključno z ministrom, in pričakujemo, da bodo naši amandmaji v večinskem delu podprti. Od podpore amandmajev bo pa seveda odvisna tudi naša odločitev, ali bomo predlog pokojninskega zakona podprli ali pa ne.